Zdravo in lepo zdrav v novi epizodi Lidl Vitalnice. A razmišljaš, da bi začel hoditi v fitness, pa ne veš čist, kako bi se tega lotil? Povedal ti bom 5 preprostih nasvetov, kako se tega lotiti, da bo tvoja fitness pot čim bolj uspešna in čim lažja. Prvi nasvet bi bil: loti se fitnessa korajžno in sproščeno. Vsak je bil enkrat začetnik. Večina ljudi v fitnessu je prijaznih in sproščenih in ti bodo z veseljem priskočili na pomoč. Večina ljudi pa je tako ali tako zatopljena v svojo vadbo, zato se ti ni treba bati, da se bodo vsi ukvarjali s tvojim prihodom. Drugi nasvet: začni počasi. Ne rabiš trenirati vsak dan. 2 do 3 treningi na teden so za začetek več kot dovolj. Tvoje telo potrebuje čas, da se navadi. Vnaprej si splaniraj, kdaj treniraš, treningi tako ne bodo prepuščeni na ključni volji, ki pa vemo, da zna biti muhasta. Predvsem pa si zapomni, konsistentnost je ključ do uspeha. Tretji nasvet: daj telesu čas. Po prvih nekaj obiskih ne pričakuj čudeža. Telo potrebuje čas, da se odzove na nove dražljaje in prilagodi. Ne moramo pričakovati, da bomo leta neaktivnosti nadoknadili z nekaj obiski fitnessa. Če pa si mogoče iz prejšnje točke nisi zapomnil nasveta, pa ponovim tukaj še enkrat: konsistentnost je ključ. In četrti nasvet: če ne veš, se ne boj vprašati. Če ne veš, kako se izvaja vaja ali uporablja naprava, vprašaj. Večina ljudi oziroma osebe ti bodo z veseljem priskočili na pomoč. Vkolikor pa imate možnost, pa vam toplo priporočam, da vsaj za nekaj ur najamete osebnega trenerja. Če samo pomislim, koliko enih neumnosti sem jaz naredil, ker sem začel s fitnessom, in koliko enega časa bi prehranil, če bi imel pravilne usmeritve. Prava zakladnica znanja pa je tudi Lidlov YouTube kanal, kjer lahko najdete zares ogromno vsebin na temo fitnessa in rekreacije. In pa peti nasvet: metodičnost. Obisk fitnessa in čas treninga si splaniraj vnaprej. Naj fitness ne bo naključje v urniku. Treninge si strukturiraj naprej in si beleži napredek. To ti bo pomagalo ohranjati motivacijo in te obdržati na pravi poti. A ja, pa še tretjič ti ponavljam, najpomembnejša komponenta za uspeh v fitnessu je konsistentnost. To je to z moje strani, zdaj pa na vas, da se aktivirate. Če pa imate kakšen komentar, vprašanje, napišite spodaj. Hvala za lajke, za pozornost, se vidimo naslednjič. Čau!